Pozdravljeni. Zopet je na vrsti komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot že tolikokrat doslej se bomo danes ukvarjali s 4 različnimi temami in kot ponavadi bodo bližnjice do originalnih člankov, ki jih navajam v prispevku, navedene v samem opisu. In seveda, kot vam je dobro znano, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar piše v samih prej citiranih virih. Ko se leta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno lastno mnenje. Tako še enkrat smo ponovili format današnjega prispevka, zato se lahko lotimo kar prve današnje teme. Odhodom iz ekipe Red Bull izgleda, da ni videti konca. Kot poročata uradna spletna stran Formule 1 ali pa tudi motorsport.com, 24. septembra bo v bližnji prihodnosti ekipo iz Milton Keynesa zapustil tudi vodja strategov Will Courtney. Seveda človek, ki je ogromno let prebil v tej ekipi, namreč njihov član je še iz časov, ko se je ekipa imenovala Jaguar, točneje iz sezone 2003. Ampak v drugi polovici sezone 2026 se bo preselil v McLaren, kjer bo zasedel mesto športnega direktorja. In tu lahko vidimo, kako v svetu Formule 1 se mnogo menja, še posebej, če ekipa kot taka ne more zagotoviti nekega pravega napredovanja. Namreč pred časom je ekipo Red Bull zapustil tudi njihov športni direktor, ampak izgleda, da Will Courtney ni dobil tistega napredovanja, ki si ga je želel. Zanimivo, po veliki nagradi Singapurja so pri McLarenu tudi uradno potrdili ta prestop, ampak to ne pomeni, da bo član ekipe Red Bull, vsaj tako pravijo, kar takoj začel s tem prisilnim dopustom. Zanimiva situacija, kjer si lahko predstavljamo, da tudi prehodi med eno in drugo ekipo niso tako enostavni, kot izgledajo na prvi pogled. A pojdimo k drugem današnjem sklopu. V današnjem drugem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu GP-Blog 22. septembra letošnjega leta. Verjamem, da vsi mi smo zasledili, kako je bil Max Verstappen kaznovan zaradi uporabe kletvice na tiskovni konferenci Velike nagrade Singapurja. In tu je treba povedati, da Christian Horner je vzel v bran svojega voznika, kar je po svoje logično in tudi razumljivo. In Christian Horner je seveda tu začel navajati celo britansko kraljevo družino, kjer je kakemu članu tudi javno ušla tista beseda, ki se začne na F. In Christian Horner poudarja, da oni v Formuli 1 zagotovo niso kraljeva družina in zato se kaj takega bi moralo tolerirati. Ampak sam sem drugačnega mnenja. Povedal sem že, da po tistih radijskih zvezah, ki primarno niso namenjene nam, navdušencem, se lahko tolerira in cenzurira marsikaj. Ampak na tistih glavnih javnih nastopih bi se morali vozniki nekako brzdati. Ampak po drugi strani moram dati Christianu Hornerju prav. V vsej tej aferi
smo izpustili, na primer, primer Günterja Steinerja, ki je celotno svojo popularnost in lahko bi dejali tudi kariero gradil prav na uporabi kletvic in tiste znane besede na F, zaradi katere je bil Max Verstappen kaznovan. In strinjam se, sankcionirati bi morali oba, ampak ker je bil Steiner simpatičen, se nihče ni upal nič reči, ker je Max Verstappen sedaj v neke vrste nemilosti, pa seveda v tem primeru ga je treba kaznovati. Dvojna merila, dvoličnost, odločite se sami. Mi pa poglejmo, kaj je zanimivega v tretjem današnjem sklopu. Za Oskarja Piastrija je bila velika nagrada Singapurja prava šola. Vsaj tako je izjavil sam v članku, ki smo ga lahko zasledili 25. septembra na spletnem portalu RaceFans. Piastri je priznal, da na prvem, drugem in tretjem prostem treningu je imel določene težave, ampak za same kvalifikacije je bil pripravljen in je imel tudi tiste prave nastavitve na svojem McLarenu MCL38. Ampak, ko je prišel tisti ključni trenutek, sam Piastri v tretjem delu svoje naloge ni opravil tako, kot si je želel oziroma kot se je od njega pričakovalo. Zato je dirko začel malce bolj v ozadju, na 5. mestu in na koncu prišel na 3. stopničko zmagovalnega odra. Sam je ta rezultat na veliki nagradi Singapurja imenoval kot omejevanje škode. In tu lahko vidimo poglavitno dve stvari. Prvič, da sam Oskar Piastri ni iskal nikakršnih izgovorov. Za slabši rezultat na kvalifikacijah je brez obotavljanja okrivil sebe. Ni bila krivda temperatur, pneumatik, slabega izbora ekipe, kdaj ga poslati na progo ali kaj podobnega. In drugič, vozniki Formule 1 morajo skozi celoten vikend dati maksimum. In maksimum v pravem trenutku. Kljub temu, da Oskar Piastri na kvalifikacijah še ni bil porazen, na koncu z 5. mesta ni imel nobene možnosti, da bi se lahko boril za zmago, naprimer s svojim moštvenim kolegom Landom Norrisom. In to za Piastrija je, kot kaže, bila velika šola. Videli bomo v nadaljevanju, kaj se je iz te lekcije naučil. A pojdimo še k zadnji današnji temi. Za konec pa, kot običajno, rahlo bolj lahkotna tema. Na spletnem portalu GP Blog ste lahko 24. septembra prebrali izjavo polno hvaležnosti Daniela Ricciarda. Namreč ob verjetni upokojitvi mu je bilo izjemno všeč, da so ga gledalci izbrali za voznika dneva in zato jim je brezmejno hvaležen. Izbral je po podatkih 20% vseh glasov, ki so bili oddani za ta, kot ga sam imenujem, izjemno laskavi naslov. A tu se mi, navdušenci, premalokrat začnemo spraševati, zakaj sploh gre pri vozniku dneva. Že samo ime nam pove, da pravzaprav naj bi izbrali tistega, ki nas je na določeni dirki najbolj navdušil. Nikjer nisem zasledil, da je voznik dneva nek naslov, ki si podeli tistemu, ki bo kariero prej ali slej zaključil v bližnji prihodnosti. Kajti tu smo videli, da mnogi navdušenci so začeli zadevi mešati med seboj. In treba je poudariti, da tudi v samem članku ni nikjer, in poudarjam nikjer,
eksplicitno poudarjeno, da je bila to res zadnja dirka Daniela Ricciarda. Lahko je bila, ampak obstaja možnost, da bo tudi nadaljeval lahko celo do konca sezone. In verjetno prihajamo zopet na tisto izjemno spolzko področje, kjer si mnogi navdušenci, ki v resnici ne razumejo Formulo 1, nekako predstavljajo, da mora biti vse po njihovem. Voznik dneva, čeprav je zadeva, s katero se ne strinjam, naj bi bil izbor tistega, ki je na dirki najbolj navdušen. In verjamem, da mnogi izmed nas bomo imeli resne težave dobiti tisto epizodo, tisti manever, kjer je bil Daniel Ricciardo res na veliki nagradi Singapurja najboljši. In pustimo zgodbo s tistim najhitrejšim krogom na koncu, o tem smo že govorili. Ampak tu menim, da pravzaprav smo prestopili mejo dobrega okusa in seveda poznavanja Formule 1. V tem primeru ne poznavanja. A pustimo sedaj to. Prišli smo tudi do konca 41. letošnjega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.